skupaj iskati malo na prebec, ampak pa ne trenutno na Japonskem, tako da bom podavala jaz, moje ime je pa Ajda Mladenović. Na začetku bi se vam rada še odločila, če bom kakšna japonska imena mogoče napačno izgovarjala. Predtem, jaz nisem doktovala. Rada bi povedala, da v animejih in pa manga zelo pogosto nastopa znanstvena fantastika in pa fantazija. Escaflowne, mogoče katere dva spolno poznate, serija The Vision of Escaflowne pravzaprav zajema oboje. V tej seriji nastopajo glavni postavni krivci, mlada dekleta, bojevalci, zmaji, ki letijo po nebu, ladje, ki letijo s pomočjo Ladystonesov in pa cesarstva, ki se vljujejo v zakon. Naziv Escaflowne je pravzaprav ime legendarnega oklepa, ki ga uporablja eden izmed glavnih junakov. Za predstavitev zgodbe se odvija okrog najstnice Hitomi Kanzaki. Ona je dijakinja prvega letnika in se kar naenkrat v spletu nepričakovanih okoliščin v sveteči beli luči znajde na drugem planetu. Ta svet, Gaja, je pravzaprav Zemlji zelo podoben. Zemljo vidijo kot luno na nebu in je pravi mistična luna. Na tej Gaji Hitomi spozna prestolonaslednika Vana iz familije in njegovo kraljevino familijo počkejo zlikovci. Van in Hitomi se odpravita iskat kdo in zakaj pravzaprav biti vojno na teh področjih. Služi se ima tudi zrački vitez Aleš Šazar. To je Hitomi. Aleš Šazar in pa mače vitje Merjen. To mače vitje je v bistvu tak primer duhovne predanosti in zaupanja. Ona je zelo navezana na Vana. Potem je pa še četrta oseba, ena iz glavnih junakov, je tudi princesa Milena. Princesa je zaljubljena od tega Arena. No, skupaj skušajo ugotoviti, kdo neki mora v tej deželi in so pade na prebivalce Zajbaha. Zajbah je pa v bistvu tehnološko napredna dežela v tem kraljestvu in vodijo cesar Dornkill, za katerega potem izvemo, da tudi ne izhaja iz tega planeta Gaje. Z tem Dornkillom se tudi Vanov brat, ki je vojsko, ki je posebna mlada slova, dinozaura. No, Hitomi ima posebne psihofizične sposobnosti, ona lahko pogleda v prihodnost in prerokuje. In prav to pomaga tem prebivalcem te Gaje, da se skupaj postavijo tem slabim silam cesarstva Zajbaha. In ob tem se uporablja tudi robotska oblačila, ki so v seriji imenovana Gaimele, katere izmed njih lahko celo letijo, kot je to primer tega Escaflowne, ki ga pilotira Van Panen. No, sama serija je recimo izredno zanimiva, ker ima pregled karakterjev, ima vsak iz sabo neko zgodbo, neko skupino, ki ga sledi naprej ljudi in se mora s tem skupino ta oseba tudi soočiti. Obenem pa niti rastijo prizoreva. To je pa seveda odlika vseh glavnih zgodb. Tako da Hitomi, ko se vrne na zemljo, ni več tista deklica, ki je zemljo zapustila. No, to je Escaflowne, to je ta Vanov oklep, ki se lahko spremeni pa tudi tega letečega zmaja. Vsa ta tehnologija pa v bistvu temelji na kamnih, eno čistih, ki se jih pa najde samo v ostankih zmajev, ki se pravi v skeletih ali pa v živih zmajih. V sami seriji, pravzaprav je šlo na začetku predvideno je bila 39 serija, scenarija skrčili na 26 delov. Na srečo pa vsebinsko zgodba zaradi tega ne trpi. Se pač vsakič skupaj sklicu ne bo več trajanja. Smo zapletali dva in vse to da gledalcu občutek
da je dobil uvid bogato zgodbo in tudi kot pomore tudi kot kritičnosti te serije. Gre se pravzaprav več kot v večini animejev. Sama serija, ki se je že menila, je 26-delna, nastala je pa leta 96. Predlajali so jo od aprila do septembra in pravzaprav še danes mnogi ljubitelji označujejo za eno od najboljših. Najvrhunska tudi samih časov nastanka, tudi grafično, nisem sploh izredno dobro izvedena in lahko varira tudi sem serijam, ki se recimo zdaj pomore pa priljubnosti verjetno tak naivan zaplet in simpatični liki, dramski programi, ki so presenetljivi z epizodo in pa pomešani žanri. Ta serija kombinira elemente šolov in vršovken, spravo njenjena je tako za pogleda kot za palce. Poleg tega vključuje fantazijo, romanco in pustolovščino, pa tudi znanstveno-fantastične elemente. Zelo dobro se tudi pomeša japonske prvine, recimo bojevanja spartanov, potem fantastične prvine, Titovi ima preseti Niko Mikano, s katerim lahko napoveduje prihodnost, in pa fantastične prvine, tako spadajo te zasnove robotov, oziroma teh umetnikov, ki jih ljudje uporabljajo za bojevanje v tej igri. Prav zaradi teh robotov oziroma oklepov je to tudi neka anime, neka iz angleške besede mechanical, pravzaprav gre za velike hodeče tanke oziroma robote, zdaj lahko so ti pedalni, da se na teknovah, na posilnicah ali imajo tudi živalske oblike. In pogosto, kot recimo v primeru tej seriji, gre za relikte neke starejše izumrle ali pa civilizacije ali pa civilizacije, ki prihaja z drugega sveta. Tako da neka animejo je tudi celo morje. Tako da sama zgodba v bistvu nikoli ne spusti tega zanimivega hitrega tempa in je polna presenečenja. Tako da avtorje serije tukaj bistveno govorijo na tej najbolj zanimive poteze, ki pustijo še veliko prostora za interpretacije. In ravno ta stvar je naredi to serijo izredno dobro, ker večkrat, recimo, če gledaš v različnih obdobjih, jo razumeš popolnoma drugače. No, mogoče bi se dotaknili še znanstveno-fantastičnih in fantastičnih elementov nasploh, mogoče najprej samo razliko med znanstveno-fantastiko in fantazijo. Znanstveno-fantastična pravica je zelo, oprostite, če pač se raje upravljam to z pravico, če govorim. To je pač vrst fikcije, ki pa podablja svet, ki je od sveta, v katerem mi želimo drugače. Tam so zastopani znanstveni in metodološki dosežki in ukvarja se z vplivom napredka na ljudi, na skupnosti ali pa na posameznike. To se pravi, gre za žanr, v katerem je stvari so tako zgodile, oziroma sam sedanji napredek kaže na to, da je to popolnoma mogoče. Za razliko od fantazije, ki popisuje številje, ki so nasprotno zgodovinjosti tega sveta. Avtor, ki postavi dogajanje za čas dela neko mogoče stanje, se potem ukvarja s posledicami tega napredka, ki ga pač mogoče napovedati bolj ima smisel. No, zgodbo pa potem postavi svoje razmišljanje o različnih vidih, mogoče vsi poznate te zgodbe od Asimova, kjer se ukvarja s sožitjem ljudi in robotov. Kot sva znanstveni plastike pa relativna zgodovina, tudi se razvijala svetovni, ki se bi lahko zgodili, če bi določene možnosti drugače. Recimo, če taka vojna ne bi ostala zadnja, oziroma če bi Nemčija razpadala v svetovni vojni. Novi znanstveni koncepti so uporabljeni ali pa znanstveni koncepti, ki bi se lahko razvili ali pa taki, ki niso v skladu z okoljem narave. Nemogoče pa časovni pristop potovanja,
Naslednejši tiste pa, kot so že modela Marijana Sinov, Ljudima Ljubljenost, Lepa Šredo, najbolj pisec in najbolj mišljiv. V anime izkušnjo so izredno popularne znanstveno-fantastične teme, ki se ukvarjajo z inteligentnimi računalniki, s planiranjem, s cyberpunkom, galaktična cesarstva so veliko krat zastopana tudi, kot sem že omenila, te meta-animeje, in pa razni post-apokaliptični svetovni, svet izgradnje katastrofa in vse možnosti, v katerih bi se lahko družba bolj takšnih možnih razvijala. Fantazija je zelo povezana z tem in je tudi meja zabrisana tema žanroma. Karakteristika fantazije je naravna. Magija, potem razni magična bitja in pa magične države, razni shape-shifting, spreminjena oblic in pa teleportacija oziroma prehajanje iz sveta v svet skozi razna časovna okna. Tudi take zgodbe znamo, ki imajo toliko elementov teh fantazijskih v sami znanstveno-fantastični osnovi, da je imenujemo science fantasy, se pravi kombinacija obeh žanrov. V primeru Visions of Earthcom, fantazijski del prevlada na tem izvodilom, zdaj so svetovni, ki znanstveno-fantastične zgodbe uporabljajo veliko krat drugačni, prav zaradi teh političnih režimov, sistemov, ki so se razvili zaradi ideološke sistemije. No, Visions of Earthcom gre za svet, ki je zelo spodnačni. Po drugem namenu, ta serija ne gre v godine znanstveno-fantastičnih razvili. In dogodom, ki se pač tukaj uporabljajo za odjevanje in prostranstvo, je družbeno nas je fokusirani na zelo podobna čustva, gre za neko tako festivalno odirično oblikovijo in pa inkluzi uničenje zaradi vojne. Rada bi pa par besed povedala še o sami znanstveno-fantastiki na Japonskem. Tam se vemo, da je močno vpeta v vse svoje družbe, moderne družbe, prav zaradi teh animejev in romanov. Tudi video igrica, ki pa v literaturi je močno zastopana, ampak pravzaprav se je začela sprava znanstveno-fantastika razvijati pod vplivom zavodov zahodnega sveta. Recimo, Jules Vernova dela so prepletena na začetku 19. stoletja in so vplivala na tak licenih prestopov. Potem pa še subkulturo, ki je prišla oziroma med obima vojnama in po vojni, predvsem ameriška kultura, to je šlo z raznih world-fiction revije za znanstveno-fantastično vsebino, je po vojni, po drugi vojni doživela velik razmah. Bi lahko govorili že o nekih prototipih, oziroma protoznanstveni fantastiki v zgodnjem obdobju Japonske. Poznamo recimo dve zgodbi, dva primera takih čudnih elementov. Eno je v zgodbi ribiča Urashima Tao in ta zgodba izhaja iz 15. stoletja, gre pa za ribiča, ki preživi pod morsko gladino 3 dni. In ko se vrne nazaj na površino, se izkaže, da se ti 3 dnevi na površju doba 300 let. In on je že pozabljen, vsa njegova družina je že mrtva, Kriša je že reševina. Prva anime ekranizacija te zgodbe je bila pa leta 1918, na začetku stoletja. Druga pravljica, verjetno tudi nekateri pravi poznate, gre pa za zgodbo o sekanju zobanu, o Bambusa, o moči, ki najde dveh lisov, ki je prišla zunaj. V vesolju se takrat odvija bitka in princeso z Lune pošlja neki starši na zemljo na varno. Da pač Bambusa deklica najde in jo vzgoji, primer odrašča, vendar jo na koncu njeni starši pripeljejo nazaj.
sodobne literature. Čeprav se pač anime in manga predvsem ukvarjate z fantastiko, se je v mainstreamu prebila literatura izpod peresa Murakamija, verjetno ga poznate. Haruki Murakami je leta 2006 celo prijel nagrado World Fantasy Award in to za svoje delo Kafka na obali. Za konec mogoče primer najbolj takih klasičnih ZP animejev, ki so tudi eni od začetnih, recimo tam 80 letih pride na ekrane Akira, vsi ga znate dosti še, se ukvarja z odnosni med ljudmi in pa med roboti, potem pa starši pogled za kako zdajla, pa ne, s temi televizijami, potovanja med planeti, pa Neon Genesis Evangelion, pa recimo Naučnika, pa Animatrix, Armitage 3, ta recimo temelji na zgodbi Blade Runnerja, ali pa Wonderful Days, animirana. Vseh animejev se ukvarjajo s to tematiko, je res ogromno, malo morje, pa sem že menila, da sta znanstvena fantastika in pa fantazija tako, da smo prepleteni, se praktično v večini animejev najde svet prvega. Tako da, jaz sem vam zelo zahvaljujem za pozornost in še enkrat zahvaljujem za tega organizatorja. Hvala lepa. Ja, šlo.